Dobro večer in lepo pozdravljeni, spoštovani gledalci, drage gledalke, v oddaji Vaše zdravje, naša skrb, kjer skrbimo za to, da vam kar se da pomagamo pri najrazličnejših zdravstvenih težavah. Za to imam v gosteh nocoj spet gospo Herto Kosmino. Lepo pozdravljeni, gospa Herta. Dober večer vam in gledalcem. In z gospo Herto bova tudi nocoj razkrili kakšno podrobnost o težavah. Nocoj bova govorili o presnovi. Naj poveva tudi to, da bodo prvi trije gledalci, ki bodo poklicali v našo oddajo, dobili C-vitamin. In sicer lahko pokličete na telefonsko številko 03 490 02 22. Poveste mogoče, kakšne so vaše težave ali v zvezi s presnovo, o čemer bova nocoj govorili, ali pa mogoče tudi kaj drugega, kakšna druga. Tako smo imeli že veliko oddaj, tako da lahko povedo še kaj drugega. Tako je, tako da se lahko navežejo tudi na kakšno drugo oddajo. Poveste, torej vprašate gospo Herto in vam bo seveda z veseljem tudi poskušala odgovoriti in pomagati, a ne? Tako. Tudi darilo bo kar koristno, zdaj v tej spomladanski utrujenosti nam veliko pomaga C-vitamin, sploh taki, kot je ta, ki ga, bom rekla, podarjamo. Je tudi narejen tako, da je narejen z indijsko kosmuljo, s podaljšanim delovanjem in izjemno dobro deluje protivnetno. Se pravi, v teh časih. C-vitamin potrebujemo pa za ožilje in za vse stvari, bom rekla, tudi za oči izjemno pomembno. Ni samo pri prehladih, pa tako kot se ponavadi z C-vitamin misli nekako. Je seveda zaželeno tudi preventivno, a ne? Sigurno. Mi rečemo, da delujemo preventivno, kurativa je potem že hujše. Je že malo, ne? Torej, gospa Herta, presnova, sva rekli. Zdaj velikokrat ljudje mogoče ne ločijo ravno presnove in prebave. Mogoče zamenjujemo to velikokrat. Velikokrat vse skupaj, bom rekla, zapakiramo kar v en kontekst. In če kaj rečete, kako pa vaša prebava, in to rečejo, ne, v redu, veste, jaz se grem redno na blato in tako. Zdaj, če je, bom rekla, kakšno napenjanje ali kaj takega, potem še nekako pomislijo, da nekaj tam noter ni tako, kot bi moglo biti. Čim pa je recimo odvajanje, da je redno, potem sploh ne razmišljajo o ozadju vsega tega. Tako da presnova je bolj to, kaj mi uspemo iz hrane, ki smo jo, bom rekla, pojedli, ki smo se mogoče ful potrudili, da smo jo ali vzgojili, ali kupili bio, dobro skuhali, dobro pripravili. In na koncu, kaj iz te hrane mi pridobimo, glede na to, koliko imamo mi prebavni trakt močan, da lahko deluje, da lahko dobro predela to našo hrano, ki smo jo zaužili. Kaj, bom rekla, od hranljivih snovi mi uspemo izvleči iz hrane, ki smo jo zaužili. To nekako pomeni ta naša presnova, kar lahko pojemo dobro in vse skupaj ni tisto, kar bi moglo biti. Zdaj pa, če že prebava ni dobra, da smo pa še, bom rekla, zaprti in tako naprej, to je bila pa tista oddaja, ki smo jo že imeli na začetku, tam je pa sploh pa neka potem kriza, ker tem vemo sigurno, da ni ne prebava in tudi presnova ni dobra. Tako da tam smo pač debatirali o tem Purex paketu, neka paket pač za čiščenje črevesja, ki, bom rekla, tako kot se nekaj takrat ne odpove. Zdaj smo imeli pred kratkim eno žrebanje, je bilo v enih revijah in moram reči, da smo dobili res eno gospo, ki je nekako tako res že eno leto je rekla, da se konstantno muči zaradi ene svoje operacije, ki jo je imela in da vse so ji nekako uredili, ampak zaprtje je pa ostalo. In je nam napisala prav zahvalno pismo, da res takoj, ko je začela s tem paketom, je uredila si nekako to svoje odvajanje
in je rekla tako, no, še glede na to, da tudi finančno ni močna, je rekla, no, res je tokrat nagrada prišla v prave roke, no, tako da smo bili, neka, no, evo, to je tudi ena taka dobra poteza, ne. Ja, res je. Zelo dobro, ne, zelo lepo to slišati oziroma prebrati, ne. Res. Dobro, kako pa mi vemo, da pa nekaj ni v redu z našo presnovo? Kako se to To je tako, da v bistvu mi sicer gremo redno na blato, tako kot smo rekli, ampak vsako stvar, ki jo pojemo, ali nas napne, ne, ali se pretaka po črevesju, ne, tako da rečejo, ja, mi kar bludi nekaj tam noter, ne. Potem imate tudi, tako grejo na blato, pa so na školjki tako še oljni madeži, ne, ali pa tudi nekaj dobesedno vidite še koščke hrane, ki je nepresnovljena. Ne, to pomeni, da mi iz te hrane sigurno nismo povlekli vsega tistega, kar bi mogli. Ne. Drugo je pa tako, da pojemo in smo vedno utrujeni, ne. Po drugi strani pa mogoče kilogrami rastejo. Ne. In tipično je tudi tako, kot vidite na sliki, ne, da pač se nekako širi obseg pasu. Ne. To je tipična tista stvar, ki se prav pas ni taki, kot bi mogel biti. Ne. Seveda, mi je tudi tako, mi ko prihajamo v leta, padajo vsi hormoni. Ne. In nažalost, takrat padajo tudi prebavni encimi. Ne. Tako da moramo se pač potruditi, da nekako probamo čim bolj uravnavati, zdaj tudi na tak način, da recimo jemo bolj počasi, da hrano dobro prežvečimo, ker jo že nekako s to slino v ustih delno prebavimo, ne. Potem, da kadar kuhamo določeno hrano, da pač kuhamo z čim več temi zelišči in to, kar to tudi pomaga k boljši presnovi, ne, tako da nekako probamo čim več v tej smeri, ampak če pa gotovimo, da kljub temu, da teža nam raste, mi smo utrujeni, pomeni, da naša presnova ne gre v tej smeri, da se hrana pravilno izkoristi, ampak se nam nalaga, ne, po drugi strani smo pa še vedno utrujeni, kar pomeni, da naše celice niso dobile tistega, kar so potrebovale. Ne, tako da to je spet tisti izraz, ko smo ga že enkrat povedali, ne, da smo mi bolj na nivoju celic, smo še vedno lačni. Ne, to je bistvo tega. Ne. Seveda pa na to vpliva tudi tudi stres. Ne. Ne. Ker tako da hormoni, smo rekli, pa stres. Ne. In, no, kaj pa naredi stres? Stres v bistvu nas tako, ne, nas blokira. Ne. In ko smo mi nekako zablokirani, bolj bom rekla, nekako vse skupaj se zablokira takrat, od ožilja, mišic, nekla, zato pa imamo ponavadi vse mišice, prav tukaj je predvsem vratni del in tako trd, ne. Ravno tako se zablokira nekako naša trebušna slinovka, jetra, vse to, ki bi moralo nekako proizvajati na določene te prebavne encime in namesto, da bi to proizvajalo, se pač vse skupaj bolj zaustavi. In ko mi nimamo teh prebavnih encimov, je izjemno dobro, da če vemo, da imamo prevelik vpliv stresa na naš organizem, da pač, bom rekla, probamo čim bolj zmanjšati vpliv stresa na organizem. Ne? To, kot smo rekli, je tudi še kar oddaj nazaj, ne smo govorili o relaksu. Ne? To je sigurno tisti proizvod, ki vam bo zmanjšal vpliv stresa na organizem. Zdaj, stres bomo pač imeli, ne? Verjetno ne bomo nobeden rekel, ja, zdaj pa si lahko prvoščam, jutri ne grem v službo, ne, bom lepo doma spal, ampak pomembno je, da mi zmanjšamo ta vpliv stresa na organizem in z relaksom je nekako dokazano, da zmanjšamo od 80 do 90% tega vpliva na organizem, ne? Kar pomeni, da se mi po noči izjemno dobro regeneriramo, naspimo, odpočijemo. Medtem ko v toku dneva smo pa bolj sproščeni in imamo dokaj večjo koncentracijo. Lažje opravljamo praktično vse te naše obveznosti, ki jih imamo, ne? In naš organizem je bolj sproščen, lažje delujemo. Ne? Se pravi, ne dovolimo stresu, da bi vplival na naš organizem, ja, tako, če povzamemo na hitro. Čeprav ga moramo preživeti. Ne? Ja, to pa absolutno, brez tega pa ne gre. Ne? Ja. Dober večer, kdo nas je poklical? Se slišimo, dober večer. Dobro večer. Pozdravljeni, povejte, gospod.
Ja, tukaj kličemo iz Frankologa. Pozdravljeni. Jaz bi podašel neke druge vode. Kaj menijo o vitaminu B kompleks? Aha, dobro. Bomo malo povedali o tem. Hvala lepa za v povezavi s kakšnim drugo stvarjo, ali bom rekla v povezavi s stresom, ali v povezavi s kakšno hrbtenico, ali kateri povezavi? Date, gospod, se slišimo? Halo? Halo? Ja, veste kaj, malo stišajte televizor, da se bomo slišali mi po telefonu. Ja. Bomo lažje... Gospa Herta sprašuje. Ja, vprašala sem vas, gospod, ali mislite zdaj B kompleks kot stres ali kot hrbtenica ali kaj drugega, tako bo nekaj nasplošno? Kot hrbtenica, ja. Kot hrbtenica? Ja. Dobro, bomo odgovorili. Dobite tudi C-vitamin. Tako. Hvala lepa za vaš klic, danes pa poslušajte po televiziji, prav? Tako. Prav. Ja, hvala lepa, lahko noč. Lahko noč. V bistvu bom rekla, B vitamini so vedno dobrodošli, sploh če ima gospod kakšne poškodbe hrbtenice, kakšne operacije, ki jih imel, vsi zdravniki priporočajo B kompleks. Zdaj, če jaz gospodu povem, mi imamo izjemno dobro sestavo B kompleksa, to je Multivita Plus, v katerem v bistvu nimate samo kompleten spektr B vitaminov, ampak imate tudi C vitamin, pa lutein za oči, pa imate E vitamin, ki je za ožilje ful priporočljiv, pa A vitamin, pa D vitamin, to so tudi drugi vitamini, ki nekako pripomorejo, da se tudi B vitamini dobro ugrajujejo, absorbirajo. Drugače tako, B vitamine imate vodotopne, kar pomeni, da jih morate jemati redno, ker E-vitamin recimo se vam pač se topi v maščobah in zaradi tega tudi se ohranja v telesu in se potem več časa zadrži v organizmu. Medtem ko B-vitamini so vodotopni in se dokaj hitro tudi iz organizma izlužijo, zaradi tega jih moramo pač redno jemati. Kar je še pomembno pri B-vitaminih je pač tako, da je dobro, da če jemljete kompleten spektar. Zato sem pač tudi poudarila, da recimo v Multivita Plusu imate res kompleten spektar B-vitaminov plus, bom rekla, tiste določene, ki vplivajo na oči, na ožilje in na vse te stvari. Tako da, ja, če imate karkoli probleme s hrbtenico, sigurno priporočljiv B-kompleks. No, pa naj bi še ob tej priliki mogoče povedali telefonsko številko, kjer lahko naši gledalci in gledalke naročijo vaše izdelke. Tako da gospodu poudarjamo tudi to artikel Multivita Plus. Multivita Plus lahko gospod naroči na telefonsko številko 070 44 44 22, kasneje se bo telefonska številka, se je že izpisala, tako da bodo vsi gledalci tudi videli. Dobro, torej nadaljujva midve, omenili ste že oddajo, ki smo jo imeli dolgo nazaj z doktorjem Tomislavom Majičem in on je govoril takrat tudi o delovanju jeter. Ja, sploh je, bom rekla, delovanje jeter tudi tisto, ki napačno lahko usmerja hrano. Ali pa bom rekla, če jetra nepravilno delujejo, potem tudi je nujno, da imamo povišen holesterol. Zato, ker mi se moramo zavedati, da samo 20% vsega holesterola nekako vnesemo s hrano. Vse ostalo se pač predela in pridobi v jetrih. Zaradi tega moramo prvo, kako smo rekli, urediti prebavni trakt, potem pa prečistiti jetra, zato da, ko bodo jetra boljše delovala, se bo v našem organizmu tvorilo več prebavnih encimov, pa tudi pravilno se bo hrana usmerjala. Hrana se bo usmerila v energijo in v pravilno hormonsko ravnovesje in pravilno encimsko ravnovesje. Če jetra ne delujejo pravilno, potem smo tam itek že zatajili. Zato jaz sem danes tudi, bom rekla, tako prinesla prav sabo ta Liver Protect, zato ker za moje pojme je to preparat, ki, ne vem, pobere lahko vse zasluge, res, kar se tiče čiščenja in regeneracije jeter. Kot smo rekli, narejen je v dveh komponentih, Formula 1, Formula 2.
In resnično imate noter tisti najmočnejši izvleček pehastega badlja, ne, to je ta silibim, pa imate najmočnejšo komponento šisandre, pa tudi B-vitamine, pa aminokisline, ki pomagajo za to, da se jetra očistijo, regenerirajo in potem lahko tudi nemoteno delujejo. Vse sestavine so vezane na fosfolipide, kar pomeni, da izjemno hitro preidejo v jetra in so tam sposobna opraviti svoje delo. Bom rekla, na tržišču tako je veliko preparatov, ki so suhi izvlečki pehastega badlja. Moramo povedati, da recimo naš doktor Majič je tudi takrat rekel, ko je bil tukaj, da to izjemno težko pride do jeter. In jaz včasih tako rečem, če želite, da veste, da je prehransko dopolnilo nekako kvalitetno, je boste čutili. In Liver Protect se čuti tam v 5-6 dnevih že tisto pravo delovanje. Tako da imate več energije, da se boljše počutite, ni več tega napenjanja, sploh recimo okrog pasu, se sprosti, vse to. Tako da vsi tisti, ki imajo nekako pravijo, da jetra ne bolijo, ampak da samo vemo, da nekaj imamo tam na desni strani, ali pa če je kakšno tako majhno špikanje, nekaj tudi na desni strani trebuha, to vemo, da so jetra. In v tem primeru je izjemno dobro, da se jetra prečisti. Preden, bom rekla, lahko razmišljamo potem o kakšni drugi stvari naprej. Kaj pa ljudje, ki imajo preveč kisline v želodcu in potem jemljajo ponavadi zdravila proti tej kislini? Ja, to je zdaj, bom rekla, kar na veliko, se to, bom rekla, zdaj nekako uveljavlja. Ljudje, ki pač imajo ene določene probleme, zdaj to ni nujno, da imajo preveč kisline, po vsej verjetnosti jo imajo premalo, ker pravijo, da 70 do 75% ljudi v starosti ima manj kisline v želodcu, ne več. Ampak čim je, bom rekla, kakšna bolečina v želodcu, čim se kaj spahuje, čim se nekaj vrača, zato ker se zaklopka ne zapira v želodcu, potem dobijo ti ljudje prav zdravila za želodec in dobijo, bom rekla, ponavadi to, kar ste rekla, proti kislini želodčni, in to oni vzamejo zjutraj na tešče, da rečejo, naredi oblogo na želodcu. Da pač, če je kakšna rana na želodcu, če je karkoli, in potem se ustvari ta obloga na želodcu in enostavno pride še do manjšega izkoristka vseh prebavnih encimov. Tako da sicer tiste bolečine ni več, ampak po drugi strani je pa presnova hrane toliko slabša. Vsa ta zdravila pa moramo tudi vedeti tako, da precej obremenijo spet jetra naprej. Ker so jetra potem še pod večjim, bom rekla, pritiskom, da bi vso to hrano mogla predelati. Ker mi, v želodcu vseeno moramo imeti eno določeno vrednost kisline, če želimo, da se ta hrana nekako predela, razpade na delce, to mora biti kislina. Mi vsi vemo, da imamo v želodcu izjemno močno kislino. In nobenega problema mi s to kislino nimamo, dokler se ne vrača gor. Gor se pa vrača takrat, kadar so naša jetra preveč obremenjena in kadar naš prebavni trakt enostavno ne more sprejemati vsega tega, kar bi mogel. In potem namesto, da se bi zapirala ta zaklopka, da se bi odpirala ta zaklopka proti jetrom, žolču in tako naprej, se odpre zaklopka proti ustom. In potem mi čutimo to kislino, ali pa recimo veliko ljudi peče požiralnik, ker vseeno je pa ta kislina premočna za to sluznico. Tako da, če bi mi nekako uredili jetra, žolč, prebavne encime, vse to, bi se to dosti lažje uneslo. Ne bi se tolikokrat vračala ta kislina gor, bom rekla. Ne bi se toliko spahovalo. Sploh spahovanje, je ponavadi vedno nekako znak, da nekaj z žolčem ni tako, kot bi moglo biti. Tako da, recimo, takrat smo imeli en čaj tudi, ampak v glavnem, če bi jetra prečistili, tako kot smo rekli, bi potem že to naredili veliko uslugo si. O prebavnih encimih sva tudi govorili, kdaj pa recimo
najhitreje upadejo ti prebavni encimi, ki potem povzročijo en kup težav? Ja, v bistvu zmeraj imamo velik upad in na hitro upad pri vsakem hujšem obolenju. Zdaj, recimo, lahko je tudi kakšna huda nesreča, lahko je kakšno obolenje tako, nekla hudo, tudi če so to kakšna rakava obolenja in te stvari. Vse, kar je en taki velik šok za naš organizem, potem so ti encimi na hitro upadajo. In potem vidite, recimo, tako, pravijo, sej je, sej poje kar v redu, ampak kar upada, mišična masa upada, človek nima tiste moči, kot bi jo mogel imeti, kar pomeni avtomatsko izgublja na vsej tej masi, kar pomeni avtomatsko ne presnavlja hrane tako, kot bi mogel, ne dobi vse te hrane, vse tistih hranljivih snovi, ponavadi je tukaj velik problem beljakovin. To so prav izkoristek aminokislin, ki bi mogle priti v organizem in jih ni. In zdaj tukaj pri aminokislinah imamo potem tipično tisto kaheksijo mišic, propad mišic in enostavno ne more človek se pobrati, ne more priti k sebi, tako da resnično v takem primeru jaz izjemno priporočam recimo prav protein digest, to so ti prebavni encimi od dr. Majiča in potem se to dosti lažje spet človek povrne v tisto prvotno stanje. Tako da je, če pa bom rekla, mi ponavadi tako, presnavljamo slabše in beljakovine, izjemno veliko ljudi pa presnavlja slabše ogljikove hidrate. Prav te, kar se tiče sladkorjev, bela moka, tam imamo res, sploh krvna grupa 0, je pa tam udarno. Recimo pri krvni grupi 0 velikokrat slišim, ki mi rečejo, en košček kruha pojem in imam kilogram več. Tipično, ker, bom rekla, se ogljikovi hidrati ne presnavljajo tako, kot bi se morali. In takrat je človek tudi verjetno bolj utrujen, ne? Tisto sploh, ker nima energije, prebavni trakt se trudi, da bi to nekako presnovu spravil skozi in tako naprej, tako da še vso tisto energijo, ki jo imamo, nekako potroši bolj za to presnovo pa tako naprej, ker naš organizem itak je tako nekako narejen, da potroši nekako 70% vse naše energije zato, da na novo presnovi hrano z našo energijo. Tako da potem, če smo toliko obremenili prebavni trakt z to hrano, potem avtomatsko nimamo te energije. Tako da, ja. No, kaj se pa potem dogaja z vso to nepravilno predelano hrano, ki ostane v našem črevesju, ne? Ja, to, ko smo rekli, v bistvu bom rekla, če ne predelamo te hrane, se v enem kraju ponavadi odloži. Prvo, kar čutimo recimo lahko tudi to, da nam hrana obleži na želodcu, tako kot smo rekli, ali pa bom rekla, nam nekaj se pretaka, smo napihjeni, smo brez energije, tako kot smo rekli, ampak na koncu pravijo tako, pri 40 letih imamo nekako vsi od 2 pa do 8 kilogramov neprebavljenih snovi v črevesju. In to je potem tista idealna podlaga za razvoj bakterij, glivic, vseh teh, tudi nažalost ne govorimo veliko, ampak tudi parazitov v našem prebavnem traktu. In to so tiste obloge, v katerih se vse te bakterije in to vse skupaj razvija. In to moramo res čistiti iz našega telesa, ker to nam pa po drugi strani ustvarja ene določene pline, ene določene snovi, ki so dodaten strup za naše telo. Tako da resnično vse te stvari, ki so potem v tem črevesju, prvo so ene obloge, po drugi strani imamo pa delno prehodne stene, kot rečejo. In te delno prehodne stene nam pa pomenijo spet en izvor
določenih alergij v našem telesu. Izjemno vedno več ljudi je alergičnih na določeno hrano. Jaz mi rečem tako, če bi mi nekako uredili prebavni trakt, uredili to črevesno floro, pomeni, da bi bilo veliko, veliko manj alergij. Zato, ker alergija na hrano nam pomeni eno določeno stvar. V naše telo, v našo kri preidejo določene snovi, ki jih nismo dovolj dobro prebavili, presnovili, če tako rečemo. In potem pridejo v eni določeni obliki v našo kri, ki so še vedno kot alergen. Zdaj, mi bi vsi bili alergični na tako snov, če bi prišla v naš organizem, ampak nekateri imamo pač srečo, da v take obliki v naše telo ne pride. Tako da, kot smo rekli, imate pač, bom rekla, te stvari, ki so prvo prebavni trakt spucati, sčistiti, spucati potem še jetra in jih regenerirati in potem gremo tudi na to regeneracijo črevesne flore. Tukaj veliko ljudi, jaz mi zdi, da se malo tukaj zameša med črevesno floro pa prebavnimi encimi. To je čisto dve različna pojma. To bomo potem predelali. Bova še seveda nadaljevali. Za kratek čas se bova poslovili, sledijo oglasi. Vi pa lahko tudi v drugem delu oddaje seveda pokličete na telefonsko številko 03 490 0222. Podarjamo še vedno C-vitamin, in pa dobrodošla kakršnakoli vprašanja. Torej, se vidimo čez nekaj trenutkov. Lepo pozdravljeni nazaj v naši družbi. Če se nam je kdo ravno kar pridružil, nocoj govorimo o presnovi in o težavah povezanih z njo. Govorili sva malo prej, se pravi, o čiščenju črevesja, o pravilni črevesni flori in zato je dobro tudi takrat pojesti kakšen jogurt, če se ne motim, ko so težave. To je vedno dobrodošlo, ampak bo takrat, ko mi očistimo prebavni trakt, kar pomeni, da nekako tudi sčistimo iz telesa glivice, bakterije, pa vse te snovi, potem je dobro izjemno hitro dvihati črevesno floro, kar pomeni, da moramo narediti nekaj na hitro, bomo rekla, ali prebiotike ali probiotiki v velikih vrednostih, da se, bomo rekla, črevesna flora regenerira. Kajti, če tega mi ne naredimo, potem se lahko glivice dvihnejo dokaj hitro, mogoče še prej, kakor naša črevesna flora, če jo ne podpremo. In zdaj tisto ravnovesje je tisto, ki, bomo rekla, nadzira naš organizem. Zato, recimo, kot rečejo, imam kandido. Vsi tako, kandido imamo vsi, samo zdaj vprašanje je to ravnovesje, ali imamo, bomo rekla, ali ima naša črevesna flora pod nadzorom kandido ali ima kandida pod nadzorom našo črevesno floro. Zato, kot smo rekli, ne bo dovolj samo jogurt. Jogurt je dobrodošlo, rekla hrana, če ni iz homogeniziranega mleka. Ampak takoj, ko čistimo črevesje, potem je treba nekaj narediti tudi na tej bazi, da dvignemo črevesno floro. Jaz sicer tako bolj zagovarjam prebiotike kot probiotike. Zdaj, veliko ljudi tudi tukaj nekako ne ločujejo. No, treba povedati mogoče to razliko med prebiotiki in probiotiki, zelo zakomplicirane besede. Naj pa še prej povabim seveda naše gledalce in gledalke, da pokličejo v našo oddajo na telefonsko številko 03 490 0222 in vprašate, karkoli vas zanima, poveste mogoče kakšno svojo izkušnjo, karkoli, in dobite seveda tistole škatlico oziroma stekleničko C-vitamina, ki bo sedaj v teh dneh prišla še kako prav, Sigurno.
Da, torej vrniva se nazaj na razlika. Med prebiotiki in probiotiki. Prebiotike imate tako, samo hrana za našo črevesno floro. To so eni določeni sadni sladkorji, ki omogočajo, da se naša črevesna flora izjemno hitro dvigne, regenerira, razmnoži in prevzame oblast. Tako v bistvu mi pravijo, da nimamo vsi enake črevesne flore, da imamo vsak posameznik drugačno, da je vezana celo na naš DNK in da recimo jaz in vi nimamo iste. Lahko bom rekla, jaz in vi jemljemo iste prebiotike, ker avtomatsko hranijo samo tiste črevesne bakterije, ki jih mi že imamo in se bojo te črevesne bakterije razvile v določeno število in bom rekla nas branile pred bakterijami, hljivicami in tako naprej. Kot pa prebiotiki, probiotiki so pa v bistvu že ene določene bakterije in ni rečeno, da ne bojo celo porušili eno določeno sorazmerje, ki ga mi imamo v črevesju. Zdaj, mi smo pred kratkim prav pripeljali na tržišče tudi nov proizvod, Liquid Prebiotik. To je v bistvu v tekočini, samo prebiotiki, inulin in arabinohalaktan. Arabinohalaktan je sploh, bom rekla, prebiotik, ki je izjemno priporočljiv za majhne otroke že, ker najboljša snov, ki ščiti otroka pred vnetjem ušes. To je nekako dokazano študijami in vsem skupaj. Je pa zaradi recimo ameriški slamnik, ker mu dajejo pač močen imunostimulator pa tako naprej, naj bi dobil to svojo, bom rekla, pohvalo prav na bazi tega, ker v majhnih vrednostih vsebuje arabinohalaktan. To je ta prebiotik, ki ščiti tudi sluznice ušesa. Ker tako, kot smo prej tudi rekli, mi imamo vse sluznice povezane, od požiralnika ušes, oči, nosne sluznice. Ni, da imamo mi črevesno floro samo v prebavnem traktu. To je vse skupaj povezano. Tako da izjemno dobrodošlo je, jaz, tako sem rekla, res se zagovarjam bolj prebiotike skorda kot prebiotike kot probiotike. Tako da v bistvu lahko razvijate samo tisto sorazmerje, ki ga že nekako imate v vašem črevesju in to nekako gre tudi naprej. Dobro, in potem, ko mi to črevesno floro okrepimo, potem bomo rekla, vidimo, res bomo rekla, lahko nekako se tudi sprostimo, smo rekli, zmanjšamo vpliv stresa in to. In potem vidimo, če nam ne uspe kakšne stvari še tako dobro presnovati, kot jo bi mogli. Potem recimo imamo te prebavne encime od dr. Majiča, ki jih je sestavil res tako udarno, on nekaj je preštudiral vse v nulo, jih imamo lahko tudi doma. In potem vzamete te prebavne encime takrat, kadar človek, bom rekla, poje malo več, kadar je njegov obrok drugačen kot recimo ena mineštra ali pa kaj takega, ampak čim imamo mi skombinirano hrano, pa vemo, da nam naredi probleme, potem moramo pač, bom rekla, si nekaj dodati, da bomo lažje to presnovili, predelali, da ne bomo obremenili organizma in da bomo iz te hrane resnično dobili vse tisto, kar hrana vsebuje. To je bistvo tega. Tako da, kakšenkrat rečejo potem, ampak potem, kaj bo mogel to za vse večne čase, po eni strani, še zmeraj je boljše, da vzamejo recimo pri vsakem takem močnejšem obroku po eno kapsulo prebavnih encimov, kot pa da se spet ta hrana nabira v prebavnem traktu, ustvarja strupe, ustvarja, bom rekla, obloge, v katerih se razvijajo, bom rekla, vsi ti paraziti, hljivice in vse te stvari in potem vse to skupaj, če tako pogledamo, nas pripelje do, velikokrat smo ga že poudarili, to je ta metabolni sindrom. In če pogledamo, kaj to pomeni, nam pomeni ta 3 obolenja. To smo zmeri imeli, bom rekla, sladkorno obolenje, povišen krvni tlak in holesterol. Ta 3 obolenja skupaj, če smo tako čisto, bom rekla, odkriti, so zmeri nekako skupaj hodijo.
Kar pomeni, da če bi mi uredili prebavni trakt in to zrihtali v nekako pravilno presnovo in tako naprej, bi ta tri obolenja odnesli, bomo rekla, za par let naprej ali pa za 10 letja naprej. In čim bi mi tudi opazimo eno določeno spremembo v širini pasu, v teh stvareh, ne samo, da pridobimo na težje, ampak da se oblika telesa nam spreminja, pomeni, da izgubljamo hormone, izgubljamo tudi prebavne encime. In takrat bi mi morali se zamisliti, kaj je v tej smeri, kako bi se lahko temu izognili. In kako si pomagali, ne? No, koliko prebavnih encimov pa recimo manjka oziroma primanjkuje ljudem? Ja, tako kot smo prej že tudi nekaj rekli, približno 75% ljudi v določeni starosti, če gledamo tako tam od 45 leta dalje, trpi zaradi pomanjkanja prebavnih encimov. To je zdaj tako. Zdaj vprašanje, kakšno hrano jemo. Zdaj, če mi zaužijemo hrano, ki je sveža, recimo solata, sadje, te stvari, ta hrana vsebuje približno 80% svojih lastnih prebavnih encimov. Kar pomeni, mi nadomestimo samo 20% prebavnih encimov. Zdaj, če še dobro zgrizemo, pojemo in tako naprej, je to izjemno lahko prebavljiva hrana. Čeprav pri nekaterih ljudeh imamo prav tam probleme, tako da ravno prebavnega encima recimo za celulozo nimajo. Ampak tisti tudi vejo, rečejo, pojem solato in me napne. Tudi tukaj. Drugače, kar je sveže hrane in surove hrane, vsebuje približno 80% prebavnih encimov samo svojih. Vsa predelana hrana, tisto, ki jo mi prekuhamo, odsvremo, karkoli spečemo, zdaj, ker smo imeli te praznike in tako naprej, ta hrana pa praktično ne vsebuje prebavnih encimov. Ker smo jih nekako s toploto, bomo rekla, uničili. Kar pomeni, mi moramo imeti vse prebavne encime za to hrano. Zdaj, če naredimo tisto grozno napako, ki jo naredi veliko ljudi, ker to hrano praktično rečem jaz, kako pa jeste? Jeste hitro? Ne, reče žena, on ne je, on zmeče vase. Tako da v bistvu, če še to napako delamo, potem je to logika, da se naš želodec, bom rekla, lahko ful trudi, ful martra in ne more predelati te hrane in potem, tako kot smo rekli prej, potem dobite v blatu, v bistvu so vidni še celi koščki, ne vem, recimo solate, paradižnika, teh stvari, ker še ko grejo na WC, potem se izmenjujejo, izmenjuje se zaprtost, izmenjuje se, bom rekla, driske, izmenično, tudi glede na to, kako potem odreagira naš prebavni trakt na to, da pač hrana ni pravilno presnovljena. Potem vidite, kot smo rekli, določene stvari še oljne madeže tam, in potem so spet tam, potem imate spet določene alergije, ker rečejo, ja, sem verjetno kaj takega pojedla, pa recimo tukaj čez, marsikakšnemu recimo pride tako, reče, ne vem, spijem kozarc vina in imam tukaj čez celo liso. To je tipično, da se ta hrana nekako nepravilno presnavlja in da jedra ne delujejo tako, kot bi mogla. To je tipična stvar. Tako da vse, kar je kuhano, predelano, pečeno in tako naprej, potrebuje še toliko več prebavnih encimov. Zato je raje si dodati, kot pa bomo rekla, ostanemo brez vseh hranljivih snovin. No, sedaj pa mislim, da bova spregovorili še malo o teh prebavnih encimih, doktor Majiča, Ja, no, on je tako sestavil, je praktično dve formuli, tako kot smo rekli, resnično tako, to je protein digest formula. Ta formula je namenjena vsem tistim, ki jedo, rekla, malo več mesa in ga slabo presnavljajo. Zdaj, če tako pogledamo, rekla, imate bolj ljudi, ki niso krvna grupa 0, če tako pogledamo. Ker krvna grupa 0 vam pač izjemno dobro presnavlja ravno meso, izjemno slabo pa vse drugo. Tukaj imate recimo cel spektr prebavnih encimov,
od amilaze, laktaze, papain, celulaze. No, to je recimo prebavni encim, kot smo rekli prej za celulozo, tudi za tiste, ki, ne vem, pojejo eno solato, pa so napihjeni, pa rečejo potem, sploh ne smem pojesti nič surove zelenjave, ampak si moram vse skuhati. Sam bo nekaj potem, kje smo, si skuhate, pomeni, to ni več ne C vitamina, ni več nobenih takih snovi, to je vse iz zelenjave odšlo. Imate tudi bromelin, lipaza, glukoamilaza, to so resnično prebavni encimi v celoten spektru. Zato, ker mi, recimo tudi naš organizem, če ne proizvede vseh določenih prebavnih encimov, potem določene hrane ne predela. Prebavni encimi se nikoli ne morejo nadomeščati med sabo. In imate recimo določene ljudi, ki imajo dobesedno pomanjkanje, tudi dokazano, pomanjkanje enega določenega prebavnega encima. In ponavadi imajo ti ljudje potem probleme z jetri. Ker se pač ta prebavni encim ne izloča in ga tudi ne morejo presnavljati in potem se določena hrana tudi mogoče kje nalaga in ustvarja probleme. Tako da res je sestavljeni so res ti prebavni encimi kot celoten spektr, zato da so resnično vsi zajeti. Pri karbodigestu imamo pa bolj, bom rekla, namenjeno za tiste, ki so vse jedi, tako da imate noter tudi delno za meso, za fižol, za vse te stvari, ampak bolj je usmerjeno v prebavo laktoze, pa bom rekla teh ogljikovih hidratov, bele moke, sladkorjev, pa te stvari, pa tudi v neka polnozrnatih stvari, ker če jih ne prav presnavljamo, potem imamo zmeraj pomanjkanje B vitaminov. Zdaj pri B vitaminih smo spet, recimo, kaj je prej gospod vprašal, pri B vitaminih moramo imeti pravilno črevesno floro. Ker če nimamo pravilne črevesne flore, potem se B vitamini ne bodo ohranjali. In jih bomo mogli konstantno vnašati, ker smo rekli, da so pač vodotopni in se izločajo. Zato moramo pač, bom rekla, res poštimati to črevesno floro in potem bo recimo tudi karbodigest bo lažje pridobil tudi B vitamine in se bodo B vitamini tudi nam ohranjali. Tako da tisti, ki so, bomo rekla tako, sladkosnedi ali pa vejo, recimo tudi, da ne morejo v toku dneva nekaj pojedo, v kakšni menzi, kjerkoli, potem je boljše, da si vzamejo ene prebavne encime, da to pravilno presnovijo in potem bo to lažje organizem predelal. Tako da jaz si mislim, da je to res taki spektr teh vseh prebavnih encimov. Bi mogoče še enkrat povabili gledalce? Ja, vsekakor, zagotovo. Imate časa še dobrih 10 minut, kolikor še traja oddaja. Nekdo nas je ravno kar poklical, pa bom vseeno povabila še ostale, da nas pokličete na telefonsko številko 03 490 02 22. No, nekdo pa naj jo je že ubogal in poklical. Dober večer, kdo je z nami? Dober večer, Andrej tukaj pri telefonu. Pozdravljeni. Mene samo sicer zanima, zdaj ne vem, ali imam zdaj potem kakšne probleme za sami prebavo ali kako je, ampak zdaj, ko se začenja svet malo bolj toplo, imam zelo dostikrat, da se mi pojavljajo kakšne srbečice pa rdečice in kakšne take stvari po koži, pa me zanima, kaj bi lahko tukaj bilo. Kaj pa odvajanje, kako imate, gospod? Tako, na 2-3 dneva, recimo, tako grem. Ojojoj, počakajte na vezi, vam bomo razložili še ta pureksena, gospod. Ni treba na vezi, lahko samo poslušate. Lahko tudi gledate na televizijo. Torej, bova odgovorili, gospod, hvala lepa, dobite tudi C vitamin in sedaj naj pa poslušate preko televizije. Hvala lepa za vaš klic, lahko noč. Tako, no bom rekla, kakor je zdaj gospod rekel, to nimamo kaj razmišljati. Prvo bom rekla, je potrebno prečistiti prebavni trakt. Tako kot smo rekli, takrat, ko smo govorili, dokler je to
odvajanje na 2-3 dni, to nimamo kaj debatirati, ne? Ker resnično veliko ljudi reče, ja, ma veste, sej meni je rekel zdravnik, da je to normalno, ne? Ali grejo 3-krat na dan ali pa na 3 dni, ne? Še zmeraj je nekako v mejah normale, ne? To ni tako, ne? Mi bi morali jeti vsaj enkrat na dan v normalni obliki na blato, ne? Tako da jaz gospodu resnično priporočam ta Purexena paket. To je pa ta sredinski izdelek, ne? Ne, tukaj ga nimamo. To je paket, ki zajema kompletno, bom rekla, 30-dnevno čiščenje. Noter imate vlaknine, 30 vrečk vlaknin. Imate 2 čaja, ki sta sicer za 60 dni, ampak čaj je tako, da se naredi na 2 litra vode 1 vrečko in se pije v toku celega dne. In noter je še 90 kapsul, to so pa skoncentrirana zelišča, gospod. Noter imate od poprovomete, origano, artičoka, česen tudi, ne. Kar pomeni, da ko boste to jemali, boste imeli konstantno prisotnost teh zelišč v prebavnem traktu, na vseh sluznicah, kot smo rekli, ne, ušesa, oči, nos in povsod. In se bodo izločile iz telesa tudi glivice in bakterije, ki so po vsej verjetnosti glavni vzrok za tisto vaše srbenje po koži in rekla to, ne, ker glivice niso samo v prebavnem traktu, ampak potem imate jih na koži, odebelijo nohti se, ne, ginekološka vnetja, mehur včasih tudi, ne, ampak domovanje njihovo je pa v prebavnem traktu. Tam se one razmnožujejo in potem se selijo na vse dele telesa, ne. Tako da izjemno pomembno je, da se prečistijo te obloge iz črevesja. Te vlaknine, ki se spijejo zjutraj na tešče, gospod, zmešate na hitro in spijete na hitro in potem se te vlaknine šele v prebavnem traktu razrastajo in začnejo aktivirati se peristaltika, tako da postane aktivna in da se te obloge iz črevesja izločijo ven iz telesa in istočasno se izločajo paraziti, glivice, bakterije in vse te snovi, ne. S tem, ko boste to prečistili, bo tudi peristaltika ostala aktivna in tudi po končanem čiščenju telesa boste še vedno imel aktivno črevesje in boste hodil vsaj enkrat na dan na blato, ne. Ker po glasu sodeč je bil gospod dokaj mlad, ne. Ne bi rekla, da je že pomanjkanje prebavnih encimov, ampak jaz si mislim, da je prej prisotnost glivic v telesu, ki se je razvila, bom rekla, glede na to, da ne hodite redno na WC. Drugo pa potem, kot smo rekli, regeneracija črevesne flore, ne. Kot sem spet rekla, jaz bolj verjamem v prebiotike, tako da še en ta liquid prebiotik potem po zaključku te faze, gospod, in po mojem boste te srbečice pa rdečice kar dobro rešil z vašega telesa. No in da še enkrat ponovimo, za gospoda lahko naročita izdelek Purex, ste rekli, a ne? Purex je nas imenuje. Na telefonsko številko, ki je izpisana spodaj na ekranu, vsak dan od 8 do 23 ure, a ne? No, super. Ja, torej, deva še midve tale sredinski izdelek, mogoče par besed o njem? To je ta Liver Protect, no, ker smo rekli za čiščenje jeter od dr. Majiča. Če pokažemo, kako je narejen, ne, imate 2 formuli. Tu imate Formula 1 pa Formula 2. Formula 1 jih je 30 komadov, kar pomeni, da se vzame samo ena zjutraj, potem ko Formula 2 imate 60 komadov in se vzame ena zjutraj, ena zvečer. Kot smo rekli, je resnično izjemen proizvod, imate noter tiste najmočnejše komponente pegastega badlja, ta Silibim, pa imamo noter najmočnejši izdelek šisandre, ne, ki pomeni, da je v bistvu to je adaptogena snov, ki pomeni, da poišče v organizmu ali pa v jetrih v tem primeru tiste točke, ki ne delujejo tako, kot bi mogli in jih uravnovesi, da začne delovati kot ena celota. Potem imate pa še vse te B vitamine, ki pomagajo k regeneraciji jeter
in aminokisline. Med njimi tudi ta arginin, ki nekako širi te mikrocirkulacijo v jetrih in tako naprej. Jaz včasih rečem, da ima naš organizem izjemno sposobnost samozdravljenja. Samo, če mu date vse tisto, kar on potrebuje. In če s tem preparatom Liver Protect resnično date jetrom vse tisto, kar rabijo, zato da se prečistijo, regenerirajo in da lahko tudi naprej pravilno delujejo. Zdaj mogoče, če povemo še cene v tej smeri. Ta Liver Protect imate 54,80 € in imate z enomesečno kuro. Pri prebavnih encimih imate pa 28,90 €, s tem, da je tako, kot sem rekla, lahko na začetku jemljete pri 2 glavnih obrokih, potem jaz pa raje vidim, da imate nekako doma, pa takrat, kadar vidite, da ni tako, kot bi moglo biti, da vzamete, bom rekla, in da si pomagate, da se hrana boljše predela. Ja, tako. Po potrebi se vzame, takrat, kadar so obroki, bom rekla, ponavadi, kar pridemo domov, nam je vroče, nič ne gre prav, ne moramo spati. To je tipičen znak, da pač se hrana ni predelala v želodcu, da naš organizem se še vedno trudi s tisto hrano. Tako da, kadar greste na kakšno tako večerjo, na kakšno fešto, potem si je pametno vzeti na take prebavni encimi in bom rekla to vzeti in se bo hrana boljše predelala. Pa to vzamemo pred jedjo ali po jedi? Lahko pred, med ali na kraju. Kadarkoli. Ko vidimo, da bo na našem jedilniku hrana, ki jo ne bomo dobro prebavili, se pravi, je tale Carbo Digest in Protein Digest. Deva samo še ponoviti, mogoče, če je bilo prejle na hitro, kakšna je razlika med za koga protein in za koga karbo? Protein Digest je v bistvu razen za krvno grupo 0, lahko za vse. Carbo Digest je pa tudi za tiste, ki imajo radi sladkarije, sploh pa za krvno grupo 0. Aha, dobro, se pravi, v tem je razlika. Ja. Dobro, tole sva predstavili. Je še kaj takega, kar bi mogoče želeli povedati o sami presnovi? V bistvu presnova, tako kot smo rekli, prvo je potrebno urediti prebavo, odvajanje puriksena, kot smo svetovali prej gospodiču, pa bom rekla potem regeneracija črevesne flore, potem pa lahko razmišljamo o čiščenju jeter in o prebavnih encimih. V našem prebavnem traktu imamo tako 80% imunskega sistema. Če tam nekaj ne deluje tako, kot bi moglo, potem kompleten imunski sistem ne bo deloval tako, kot bi mogel. Tako da je prebavni trakt temelj našega zdravja. In če bomo prebavni trakt uredili v redu, potem bo tudi zdravje dokaj lažje urediti. Če prebava štima, potem načeloma bo vse štimalo. Torej, povedali sva o prebavnih encimih. Še nekaj mogoče, v eni tejle škatlici je notri koliko tablet? V eni škatlici imate 60 komadov. To je za kako dolgo? Ja, zdaj, če jemljajo na začetku 2-krat na dan, je za 30 dni. Če bodo imeli pa oni tako malo, kot sem rekla, po potrebi, jaz mislim tudi 2 meseca ali pa še mogoče kaj več. Je pa potrebno, recimo, ko se to očisti črevesje, pa potem ti prebavni encimi, je treba to narediti prav kuro, ali se lahko že od začetka jemljajo po potrebi? Ni nujno, da je prav kura. Lahko jemljate tudi po potrebi, takrat, kadar vi občutite. Zato smo pa tudi rekli, če vi začutite, da ene stvari niste prebavili in da vam je obležala, lahko še vedno vzamete te prebavne encime, da se rešite tega. Ker mi ponavadi naredimo ravno kontra. Mi rečemo, zdaj mi dela želodec, mi dela malo slabo, bom pa vzel malo sode bikarbone. Zmešajte eno žličko sode bikarbone v kozarec in spijete. Kar pomeni, vržete dol kislino v želodcu, ta hrana se ne bo nikdar več prebavila. Če pa vi vzamete prebavne encime, vam bodo pomagali res hrano predelati in iz te hrane tudi tisto dobiti.
Jaz imam primere, ki so mi rekli tako, ne. Ja, veste, se jaz zjutraj pred zajtrkom spijem sodo bikarbono, ne. Meni to, ne morete, ne. Naš želodec mora imeti eno določeno kislino, da bo hrano predelal, ne. To je bistvo tega, ne. Tako da prebavni encimi so zaželeni, ne. Zniževanje kisline v želodcu pa nekaj 80% skoraj ljudi ima že tako premajhno kislino. Ampak mislijo verjetno, da imajo preveč, ne? Ja, na tak način tudi zdravniki dajejo, ne? Ker dajo ta ruporud pa te stvari, te zdravila, ki znižujejo kislino, ne? In zato vam rekla potem, da pride en taki splošen vtis, da je pomanjkanje kisline, ne? Dobro, gospa Herta, hvala lepa za vse informacije, ki smo jih nocoj prejeli od vas. Midve se vidiva zopet približno čez en mesec, prvo sredo v mesecu, natančneje 4. maja, ko bomo zopet z vami, z drugimi težavami, z drugimi odgovori in rešitvami, tako kot vsako oddajo. Hvala lepa za vašo družbo. Hvala tudi vam, spoštovani gledalci, drage gledalke. Upamo, da smo pomagali komu v naslednji oddaji, pa z drugimi težavami, kot že rečeno, 4. maja smo zopet v vaši družbi ob isti uri, na istem mestu, samo z drugimi težavami. Hvala lepa, ker ste bili nocoj z nami. Želim vam lep večer še naprej. Lahko noč. Lahko noč.